Lepo prosim, no, za nekaj miru v dvorani. Vem, da je vroče lahko, no, zaradi besed, ampak prosim lepo. Spoštovani predsednik vlade, 4 leta vaš mandat se zaključuje. To je tudi čas, ko se potegne črta in se pogleda, koliko od vaših obljub predvolilnih ste izpolnili. Ena od glavnih predvolilnih obljub je bila boj zoper korupcijo in vrnitev zaupanja v vladavino prava. Takrat 80% ljudi skrbi oziroma zelo skrbi korupcija. Zelo me skrbi, odgovarja več kot polovica, 51% ljudi, in sicer na področju kje? Državna politika in vlada. Pri vas, spoštovani predsednik vlade. Največ jih skrbi korupcija pri vas, bolj kot v zdravstvu, javnih naročilih, sodstvu, občinski upravi. Ni nenavadno verjetno in s tem povezano, da vam je pred časom pisal vaš osebni prijatelj gospod Joc Pečečnik, ki je med drugim zapisal: na vsakem koraku smo priča koruptivnim dejanjem. Korupcija v tej državi pa od osamosvojitve ni bila na višji točki. Vaša predvolilna obljuba boj zoper korupcijo, realnost, ki jo ocenjuje vaš prijatelj, ne moje besede, korupcija v državi od osamosvojitve ni bila na višji točki. Gospod Pečečnik vam je predlagal nekaj ukrepov, med drugim recimo kot glavni boj proti korupciji, davkoplačevalci, citiram, plačujemo KPK, ki vam lahko pri tem pomaga, samo opolnomočite jo s finančno policijo. Kaj ste pa vi naredili, spoštovani predsednik vlade? Preko SDH in vašega sodelavca Damirja Črnca tožite KPK in to je edini primer, kjer državna institucija toži drugo državno institucijo. Nikjer po Evropi, kjer imajo sistem KPK, se to ne dogaja. Vi osebno, ko imate postopek pred KPK, sploh ne odgovarjate javnosti, ampak ste plačali za to odvetnika, da v imenu vas to odgovarja. To je največja degradacija morale in etike, ki smo jo srečali v zadnjem času na področju politike, na področju korupcije. Ustanovili ste orožarski holding, to je nekakšen bankomat za krajo desetletja na steroidih in ste ga zaupali spet vašemu sodelavcu Damirju Črncu, brez nadzora javnosti. Vaš najtesnejši politični partner pa je Zoran Janković, zoper katerega specializirano državno tožilstvo vodi zelo odmeven postopek. Zato vas sprašujem, spoštovani predsednik vlade, kaj ste v zadnjih 4 letih naredili v boju zoper korupcijo, kot ste obljubljali pred volitvami? Lepo prosim, da se vzdržimo opazk. V resnici je Svoboda stranka, kateri je toleranca do korupcije nična. In se tega... Gospod Poglajen, a vam je smešno? Se lahko temu smejite, ja. A lahko prosim se tudi vi vzdržite? Ja, tudi meni je marsikaj pri vas. Prosim, da se vzdržite tega neprimernega obnašanja. Res. Predsednica, ne rabim intervencije, ker je prav, da se pokaže v svoji pravi luči, tudi pred ljudmi. Pa se ne bom spuščal, v kateri stranki je bil gospod Logar do nedavna, ne bom se spuščal v vaše obnašanje, ko ste bili eden vidnih ministrov v vladi, ki je vodil Janez Janša. Ne bom se spuščal, koliko je bilo korupcije v tistih časih in kje vse je bila ta prisotna. To ljudje dobro vejo in bojo te informacije seveda kmalu spet aktualne, tudi o vas. Jaz se bom raje ukvarjal s tem, kar je realno stanje. Realno stanje ni to, kar posamezni opozicijski politiki, ki so sicer izgubili spomin na vse ostalo, govorijo o občutkih, ampak govorijo o dejstvih. Eno od dejstev in najbolj merodajno dejstvo pri merjenju stopnje korupcije niso vaši občutki, gospod Logar, niti ne občutki mojih prijateljev, ampak so številke. In po številkah o indeksu zaznave korupcije v letu 2024 je Slovenija končno napredovala iz stanja, v katerem je bila zaradi dejanj prejšnje vlade, v kateri ste bili vi med najvišjimi predstavniki. Po točkah smo zrasli in po uvrstitvi. Za razliko od marsikatere druge države, tudi katere sosednje, ki jo tako opevate ob vsaki priložnosti, ki je padla, tako po točkah kot po razvrstitvi, je Slovenija zrasla. In ne, borba proti korupciji se nikoli ne konča. Nikjer in nihče me ni obtožil korupcije, tudi KPK ne. Tisto pa, kar želim povedati, je, da pa obstaja eno področje, na katerem je bilo ne samo po zaznavah ljudi, ampak po dejanskem stanju korupcije v preteklosti največ, in to je zdravstvo. In če smo se kje lotili korupcije, smo se jo v zdravstvu. Jaz verjamem, da ta boj proti korupciji poteka potiho, daleč stran tudi od medijev, zato ker ni več odmevnih medijskih koruptivnih škandalov v tem mandatu. Tudi zadeve, o katerih vi govorite, so se dogajale pred nastopom te vlade. In nosilci oblasti v vladi niso bili pri tem nikjer udeleženi. Ampak ne gre se za to, da bi se mi dva podajala, kaj je res in kaj ni res. Poanta je, da v zdravstvu je bilo odpuščenih več deset, poudarjam, več deset ljudi na nižjih nivojih,
od hišnikov naprej, za katere potekajo upravičeni preiskovalni postopki, da njihovo premoženje tudi približno ne ustreza njihovim uradnim prejemkom. Samo v UKC Ljubljana je več 10 takih primerov. Tako globoko je bila korupcija v zdravstvu, v sistemu zakoreninjena. Odpeljevanja tistih, ki so paciente vozili iz javnega v zasebne ordinacije, tudi to je moralna korupcija in dovolj je. Ker korupcijo bomo izkoreninili samo takrat, ko se bomo tega vsi držali, ne takrat, ko nam to ustreza, ne takrat, ko s tem nabiramo politične točke, kot jih trenutno vi, ker pač niste v vladi, ker ko ste bili v vladi, nikoli niste o tem govorili. Pa čeprav gre za primere, ki so se vlekli desetletja, s korupcijo se borimo vsak dan. Tudi s tem, da jačamo pravno državo. Tudi s tem, da smo izvedli plačno reformo, s katero so sodniki in tožilci dobili višje plače, s katero je predsednik KPK-ja dobil višjo plačo. Tudi na ta način bomo zagotovili, da bo korupcije manj, ker bodo v sistemu vstopali ljudje, ki bodo lahko za višje plačilo, bomo od njih lahko zahtevali tudi višjo odgovornost. Vaš prijatelj, gospod Pečečnik, vam je še zapisal: živimo z enim najslabših javnih servisov v Evropi. To seveda velja za večino, ne pa za peščico. Tisto peščico, ki pravi, da ste najboljši premier v zgodovini Republike Slovenije. Sprega sistema Zorana Jankovića in vaše administracije je v bistvu tipičen primer sistemske korupcije. Verjetno vam je tudi zato, gospod Pečečnik je v tistem pismu napisal, da naj vsem državnim funkcionarjem, uradnikom in zaposlenih v institucijah omejite vse neprimerne stike ter preprečite izdajo zaupnih informacij, pomoč pri urejanju privilegiranega statusa posameznikov. Tisti, ki ste gledali Tarčo prejšnji četrtek, ste videli, da se točno to dogaja. Sprega vaše administracije in sistema Zorana Jankovića. Kako bi rekli vi? Moralni hazard. In zato vas, spoštovani predsednik vlade, sprašujem konkretno v tem primeru. V tisti oddaji Tarča je bil vzpostavljen visoki funkcionar, direktor urada za množično vrednotenje na GURS-u Dušan Mitrović, ki je za ene počitnice uredil gradbeno dovoljenje. Je še vedno načelnik? Ste koga poklicali tisti dan po oddaji? Sodna paraliza, ključni sodni primer Stožice hladilna strojnica, stoji že 6 mesecev po pravnomočnem tožilskem delu. Ste koga poklicali? Niste. In Zoran Janković, kot piše v specializiranem državnem tožilstvu, je osrednja figura, ki to ureja. Kaj ste vi naredili? Vi ste šli dan po tej oddaji na zabavo Zorana Jankovića. In ja, jaz verjamem, da je tudi današnji žur še toliko bolj sladek, ker ste danes dobili božičnice. Hej, ne pozabi! Volite drugi, vam jo bo pobral, če ne greste na volitve. In ste po odru skakali, kljub temu, da vam piše, in ste sami rekli v koalicijski pogodbi, ničelna toleranca do korupcije. Kakšen vzgled dajete predsednik vlade, ki ste obljubili boj proti korupciji, da potem skupaj tako nagovarjate tisto peščico, ki ta sistem omogoča? Kaj ste naredili v zadnjih 3 letih oziroma 4 za boj zoper korupcijo? Hvala. V petek je imela mestna občina Ljubljana prednovoletno srečanje, na katerem so bili zaposleni tako iz mestne občine, kot tudi obmejnih oziroma okrajnih občin, kot tudi holdinga. Bilo je približno 5000 ljudi. Govorimo o zaposlenih, od smetarjev do računovodk in do vzgojiteljic, do medicinskih sester. Če vi vse te ljudi obtožujete korupcije, potem vam želim vso srečo. Jaz sem pa bil tam zaradi njih. Zaradi vseh zaposlenih, ki v Ljubljani in v obmejnih obrobnih občinah skrbijo za to, da javni sektor deluje, da imamo kam dati otroke, da se imamo kam zateči, ko potrebujemo zdravstveno oskrbo, in njim sem izražal svojo hvaležnost za te storitve, ki jih opravljajo vsak dan. Njim sem se prišel zahvaliti. Vse ostalo je pač plod vaše domišljije. Kar se pa tiče ostalih zgodb o korupciji pa ne korupciji. Zdravstveni sistem je ključen sistem, v katerem se je pokazalo, da je koruptivnost glavna ovira za to, da javni zdravstveni sistem ne zmore opravljati svojih nalog na ustrezen način. V času mandata te vlade smo naredili dvoje. Bistveno smo povišali sredstva za javni zdravstveni sistem. Bistveno. In povišali smo število zdravnikov v javnem zdravstvenem sistemu. Bistveno. Kljub temu čakalne vrste se niso zmanjševale. Zaradi sistemov, s katerimi so nekateri zdravniki umetno podaljševali čakalne vrste zaradi svojih zasebnih klinik in ordinacij. Korupcija ima več oblik, zagotovo ne takih, kot jih vi navajate,
ker vsi ti uradniki, o katerih vi govorite, ali pa večina, danes sploh niso več na svojem delovnem mestu. In jaz bi bil zelo vesel, da bi vam lahko verjel v vaši skrbi, če bi takrat, ko se je vaš bivši predsednik slikal na jahtah dobaviteljev za ta isti zdravstveni sistem, tudi povzdignili glas. Pa ga nikoli niste, še do danes ne. Mogoče sam zadnja misel. Jaz, če bom predsednik vlade in bo to... Prosim za mir v dvorani, velja za vse. Lepo prosim, nadaljujte, spoštovani kolegi. In bo šel nekdo naslednji dan po takšni oddaji, kot je Tarča, k ta istemu, ki je osrednja figura, kot zapoveduje specializirano državno tožilstvo, bom točno to naredil. In to je razlika. Vi ste šli pa sami in dali signal, da kljub temu, da organi pregona, ključne institucije pravne države preiskujejo visokega funkcionarja, vam to ni mar in greste in pokažete svojo polno podporo. Pa ne zato, za vse te kuharice in kot se ki trdno delajo in ki se trudijo za to, da sistem funkcionira, ampak zato, da ste se tam na odru hvalili za edini produkt, ki že zadnjih 15 dni se hvalite po socialnih omrežjih in posod, torej za božičnico, za nič drugega. Ta vaš kolega, gospod Pečečnik, vam je položil leto dni pred iztekom vašega mandata na dušo, da za ureditev razmer na področju korupcije potrebujete le malo kmečke pameti, dobronamernosti in ljubezni do države. Vi pa v 4 letih svojega mandata niste naredili na področju korupcije nič. Na čelo NPU-ja ste postavili svojega kolega, zato da v 4-letnem mandatu ni odprl nobenega odmevnejšega primera, delajo manj kot generalna policijska uprava, z nobenim rezultatom, praktično svojim zgledom kažete, da se požvižgate na institucije pravne države, povozite tudi svoje besede, ki ste jih dali pred volilno kampanjo. Ta sistem korupcije, ki zažira in uničuje slovensko prihodnost, pa je pod vašim mandatom postajal skoraj vseobsegajoč. Zato predlagam, da v Državnem zboru opravimo poglobljeno razpravo o stanju korupcije v Sloveniji in da tam tudi predsednik vlade lahko podrobneje naloži oziroma razloži, kaj je naredil, mi pa, da se skupaj strinjamo, da je to en od ključnih problemov, ki ovira uspešno Slovenijo v prihodnje. Hvala. O vašem predlogu bomo odločali v sredo, 17. decembra, v okviru glasovanj.